Dobrodošli na Google Hangoutu z naslovom Kako postati denar. In sicer za vse tiste, ki me ne poznate, moje ime je Barbara Mali in sem trenerka zavestnega ustvarjanja in certificirana facilitatorka Access Consciousnessa. Namen današnjega Google Hangouta je v tem, da dobite okus tega, kaj mi počnemo na teh naših sklopih srečanj z naslovom Kako postati denar. Torej, kot veste, sem organiziran pač sklope srečanj, kjer gremo čez delovni zvezek z naslovom Kako postati denar. In teh sklopov je 10 in gremo 100-krat skozi ta delovni zvezek. Namen današnjega Google Hangouta je, da dobite okus tega, kako to poteka in da tudi mogoče že spremenite kakšen pogled svoj na denar, oziroma da že morda opustite kakšnega izmed nekih stališč, ki vam preprečuje, da bi ustvarili svojo denarno situacijo takšno, kot si želite. Zdaj, najprej bi mogoče rada nekaj več povedala o tem, kako so sploh ta srečanja nastala. In sicer jaz kreiram svoje te seminarje, delavnice na ta način, da se sprašujem, kaj se želi skreirati skozi mene. In tako sem bila v tem vprašanju, kaj se želi skreirati skozi mene. In na polički v dnevni sobi sem pa imela tale delovni zvezek, How to Become Money Workbook. In sem neprestano dobivala informacijo, pač naredi to, How to Become Money, How to Become Money, How to Become Money. In kar nekako nisem na to informacijo odreagirala, dokler ni prišla še neka inspiracija v obliki tudi ena druga facilitatorka iz Abu Dhabija je imela ta delovni zvezek in ga je nesla podpisati avtorju tega delovnega zvezka, Garyju Douglasu, in on je napisal v ta delovni zvezek, naredi ta delovni zvezek 100-krat in imela boš 100 milijonov. In dejansko je bila ta informacija tista, ki je mene spodbudila, da sem začela razmišljati, kaj pa bi se za mene prikazali, če bi jaz naredila če bi jaz šla čez ta delovni zvezek 100-krat, In potem sem ta delovni zvezek prevedla v slovenščino in če se pač pridružite tem našim druženjem, boste dobili ta 79-listni delovni zvezek po pošti na dom. In ker sama sebe dosti dobro poznam in ne bi šla nikoli sama 100-krat čez ta delovni zvezek, sem povabila tudi druge ljudi, da se mi pridružijo na teh srečanjih. In veliko teh udeležencev, ki so se pridružili v teh prvih 2 krogih, se odloča, da gre z mano do konca druženja, zato ker se mi spreminja in finančna situacija, prvo, njihov odnos do denarja se je spremenil, posledično se spreminja njihova finančna situacija. In ko spremenimo odnos do ene stvari, začnejo spreminjati tudi druge stvari, torej se jim spreminja tudi celotno njihovo življenje se spreminja. Eni, recimo, ki jih je bilo prej strah stopiti na neko podjetniško pot, sedaj so odprli SP, smelo stopajo za tistimi svojimi željami, ki jih imajo. Potem drugi imajo končno neko vizijo za svoje življenje, ki jo prej niso imeli. Potem tretji pač imajo večje želje. Jaz recimo sama pri sebi sem opazila, da veliko bolj smelo delam neke izbire v finančne investicije, ki segajo v tisoče evrov, in da je moje zaupanje v to, da me bo vesolje pri tem podprlo, pač da bojo sredstva prišla za to, za kar jih zbiram, da bojo zagotovo prišla to zaupanje, oziroma to je vedno bolj globoko zasidrano meni in tudi dosegam neke finančne tarče, ki sem jih zastavljala pred parimi leti in dejansko se celo moje življenje premika na nek čisto nov nivo. In to je, lahko rečem, posledica tega, da smo šli čez ta delovni zvezek že 20-krat. Jaz šla mogoče celo večkrat, zato ker sem ga še prevedla, pregledovala in tako naprej.
Tako da, ja, zdaj zaenkrat ta delovni zvezek lahko dobite samo, če se pridružite našim srečanjem. Smo pa v procesu tega, da bo čez nekaj mesecev tudi ta delovni zvezek na voljo v Accessovi trgovini, tako da ga boste lahko čisto samostojno kupili, ne? In bo to tudi prva knjiga z Accessovimi orodji v slovenščini, ki bo na voljo v Accessovi trgovini. Tako da stvari se odvijajo in bo vedno več teh stvari bo na voljo tudi v slovenščini. No, delovni zvezek pa poleg vprašanj, skozi katere bomo šli danes, vsebuje tudi veliko praktičnih vaj in napotkov. In njegov avtor pravi, da če bi ta delovni zvezek naredili enkrat vsakih 14 dni, da do konca življenja ne bi imeli več težav z denarjem. Mi tako na teh srečanjih se dobivamo 2-krat tedensko, tako da dejansko en sklop teh srečanj traja nekje 5 tednov, ne. Včasih se zgodi, glede na to, da jaz dosti potujem, ne, da se kakšna stvar mogoče kdaj kaj zamakne, ampak načeloma traja tako nekje 5 tednov. In preden gremo mi skozi ta naša vprašanja, skozi teh 13 vprašanj, ki jih vsebuje delovni zvezek, bi vas jaz povabila, da se nam pridružite na katerem izmed teh sklopov srečanj. Zdaj prihodnji teden začnemo s tretjim krogom, in sicer v torek 4. avgusta ob 10. uri. Srečanja bodo potekala ob torkih in petkih ob 10. uri. In tudi veliko ljudi me sprašuje, ja, kaj pa, če se ne more vseh 10 srečanj udeležiti, kaj pa potem? In mislim tako, mi imamo pač dosti, kako bi rekla, imamo dosti divja življenja, dosti hiter tempo življenja in skoraj nemogoče pričakovati, da se boste lahko res na vseh 10 srečanjih udeležili. Zato po vsakem srečanju prejmete MP3 posnetek srečanja, ki pa vsebuje vse te, kar smo na tem srečanju delali, skozi katera orodja smo šli, skozi katero poglavje, ne? In če se pač med temi srečanji, če se vam poraja kakršnokoli vprašanje in če se ne morete udeležiti v živo srečanje, mi pač pošljete svoje vprašanje na e-mail in jaz to vprašanje potem obravnavam na srečanju, vi pa potem poslušate MP3 posnetek, pač ko imate čas, ne. In tudi na vseh teh srečanjih, to je dejansko, so ta srečanja nabita z orodji in z informacijami, zato je pač meni se zdi primerno, da dobite po teh srečanjih MP3 posnetek, ki ga lahko vedno znova poslušate, takrat, ko imate čas in ozaveščate neke stvari vedno na globljih ravneh oziroma dojemate neke stvari na vedno globljih ravneh. No, zdaj bomo pa šli čez teh naših 13 vprašanj, ki jih vsebuje delovni zvezek. Zdaj tako, vsako vprašanje, ki vam bom ga zastavila, vzbudi neke poglede, neka stališča, ki jih imate v zvezi z denarjem in oziroma neke energije omejitev, ki predstavljajo energijo omejitev v zvezi z denarjem, in potem, ko bomo to vzbudili s tem vprašanjem, jaz potem to s čistilnim izrekom Access Consciousnessa bomo vse to razgradili in uničili. Tako da boste že lahko danes na tem Google Hangoutu opustili marsikatero stališče, marsikatero prepričanje v zvezi z denarjem in morda se boste pač na koncu tega Google Hangouta že počutili nekoliko bolj lahkotno v zvezi z vašim odnosom z denarjem kot na začetku tega Google Hangouta. Tako da mogoče zdaj si zapomnite, kakšni ste zdaj, pa kakšni boste potem na koncu Google Hangouta, ok? Zdaj priporočam vam, da si morda vsi vzamete en zvezek pa eno pisalo in ko vam bom zastavila pač vprašanje, si vi zapišite odgovore. Še rajš bi pa imela, da svoje odgovore opisujete tukaj v okence na desni strani Google Hangouta, tako da bo cela zadeva nekoliko bolj interaktivna in lahko tudi delam konkretno neko že facilitacijo. Pač po želji. Jaz osebno bi raje, če mi opisujete tukaj na desno stran, lahko si pa opisujete en zvezek čist pač zase. Pri določenem vprašanju bom pa tudi prebrala kakšen delček, kakšno poglavje iz delovnega zvezka, ki pač vsebuje neka orodja, ki se mi zdijo primerna, mogoče da vam dam jih že danes, da dobite pač nekaj res okusa, pač kaj vsebuje ta delovni zvezek, pa se boste tudi mogoče lažje v prihodnje odločili mogoče za udeležbo ali pa tudi
ne. Ok. Gremo zdaj skozi naša vprašanja. Ekola. Tisti, ki mogoče že imate delovni zvezek, ki ste se že udeležili kdaj, ali pa ste si ga morda celo sami kupili, to je na strani, na strani 6. No to bi še povedala, kako je sploh ta delovni zvezek nastal. Avtor tega delovnega zvezka je Gary Douglas, to je ustanovitelj Access Consciousnessa in sicer je ta delovni zvezek prepis delavnice, ki je pred 20 leti potekala v živo v New Yorku. In namen tega delovnega zvezka je, da vam da večjo lahkotnost in večjo jasnost v zvezi z denarjem. Ne, pa Gary Douglas, ustanovitelj Access Consciousnessa, je takrat na začetku, ko je Access Consciousness še nastajal, je še kanaliziral neka bitja z imenom Rasputin, tako da tukaj noter bo pač govori študentom Rasputin. Tako da malo več veste. In tudi, če mogoče se vam poraja kakšno vprašanje v zvezi s tem, kar pač danes tukaj na tem Google Hangoutu delamo, mi prosim opišite kar tukaj v okence na desni strani in bom, če bom uspela, bom pač odgovorila na vprašanje. Evo, takole, gremo zdaj na vprašanja. Nocoj bomo govorili o tem, kako biti denar. To, kar ste, je energija. To, kar boste, je energija in to, kar ste bili, je bila energija. Denar je energija. Ko boste nocoj odgovarjali na vprašanja, ki vas jih bomo spraševali, se zavedajte, da iskrenost vaših odgovorov nima nič z drugimi ljudmi okoli vas, temveč z vami. Vsak pogled, ki ste ga ustvarili v zvezi z denarjem, ustvarja omejitve in parametre, na kakšen način ga prejemate. Vse, kar ustvarjate, ustvarjajo drugi. Bodite popolnoma iskreni s sabo. V nasprotnem primeru goljufate le sebe. Vsi drugi bodo tako ali tako vedeli za vaše skrivnosti. Prosimo, zapomnite si, predmet, s katerim se bomo sedaj ukvarjali, ni ravno lahek, pa bi moral biti. Lahkotnost je zabavna, je šala, lahko se smejete, prav je tako. Torej, bodite pripravljeni, da ste razsvetljena bitja, kar ste. Rasputin. Včeraj, študenti. Dobro večer, Rasputin. Kako ste? Nocoj bomo torej govorili o stvari, ki vam je najbolj pri srcu, o denarju. Za vsakega med vami denar ni tisti izziv, za katerega menite, da je, vendar vam bomo pomagali, da se boste pričeli učiti, kako biti kos denarju. Ne iz trenutka v trenutek, temveč kot dopuščanje obilja, ki je resnica tega, kar ste. Torej, začeli bomo. Sprašujemo vas, kaj je denar? Napišite 3 odgovore, kaj je denar za vas. Ne pišite tega, kar menite, da bi denar moral biti. Ne pišite pravilnih odgovorov, ker kaj takšnega ne obstaja. Pustite svojim možganom, da odplavajo in dopustite, da je odgovor tisto, kar je resnica za vas v tem trenutku. Torej, 3 stvari, ki so za vas denar. In kar dajte svoje misli, razmišljanja, torej te prepričanja, kaj bi morali odgovoriti, dajte vse to na stran in pač napišite res, kaj je denar za vas v tem trenutku. Lahko mi vpisujete tukaj na okence, v okence na desni strani. Zdaj danes prvič delam ta Google Hangout, tako da sem malo še nerodna s tem. Bomo videli, če bo to delovalo. Naj mi prosim nekdo nekaj napiše noter, da videla, če to sploh dela. Ok, kaj je denar? In 3 odgovore, ki vam padejo v tem trenutku na pamet. Dela, sem dobila.
Super, super, super. Bi bila zelo vesela, če mi lahko tudi kar v okence tole na desni strani pišete, bo bolj zanimiva zadeva. Torej, kaj je denar? Okej, zdaj očitno. Dobivam odgovore, super, super. Sreča, samozavest, potovanja, svoboda. Okej, krasen, imamo še kaj? Svoboda, luksuz in pomanjkanje. Okej. Še kaj? Kaj je denar? Okej, zdaj pa bom jaz to, boste videli, kako to izgleda, ne, zdaj pa jaz to, vse energije, ki so se zdaj zbudile, vse to ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, ne, in tako pač, ker vas ne slišim, predvidevam, da boste rekli ja, ne, ker zakaj želimo vse razgraditi in uničiti? Zato, da ne bo več teh nekih norih pogledov, nekih pogledov, ki nam dejansko zamegljujejo to, da bi videli, kaj dejansko denar je, da bi to nam omejevali in da bi nam preprečevali, da bi spremenili svoj odnos do denarja oziroma svojo finančno situacijo, bomo vse to zdaj počistili. Okej, še enkrat, ste pripravljeni vse, kar se je zdaj zbudilo, razgraditi in uničiti? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. To, kar sem pravkar povedala, je pa čistilni izrek access consciousnessa. To je kot ena čarobna paličica. In sicer tega izreka vam ni potrebno razumeti, da bi deloval, ampak ta čistilni izrek gre direktno tja v vaš podzavestni tam, kjer se nahajajo vse omejitve, ki preprečujejo, da bi vi prejeli tisto, kar želite, oziroma da bi zaktualizirali tisto, kar želite v življenju imeti, ne? Ker dejansko, če bi lahko vse stvari na zavestni ravni rešili, bi verjetno jih že zdavnaj rešili, ne? Ko pa se v naši podzavesti veliko stvari skriva, ki delujejo kontra, ne? Lahko so to stvari iz tega življenja, pa mogoče celo iz prejšnjih življenj, ko smo se enkrat nekaj odločili, ne? In smo zdaj še lahko tako dobro zavestno naravnani, ampak je še tisto v podzavesti še vedno nekaj, kar nas je še toliko močnejše, ne? Da nas še vedno vleče nazaj in ne dopusti, da se res nekaj, pač da ustvarimo v svojem življenju tisto, kar bi radi videli v njem, ne? In vam bom še, glede na to, da ste super in da pišete v tale okence na desni strani, vam lahko delam še tudi še nekaj dodatnih vprašanj, ne, tako da bomo še nekaj dodatno počistili, ne. Kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate, kaj je denar, kar izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Gaziljon je pa številka, ki sam Bog ve, kako je velika, ne, kolikrat je treba to počistiti pa razgraditi. Ne, in ste pripravljeni se to razgraditi in uničiti, krat gaziljon? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. Kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da vzbujate oziroma ne, kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate, kaj je denar, kar izbirate? In ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. In tukaj bom prebrala, ker se mi zdi zanimivo, ker je bil tudi odgovor, velikokrat ljudje odgovorijo svoboda. Tukaj morate vedeti, da ni pravih pa narobe odgovorov. Imamo
zelo, mislim, ne glede na to, da ali imajo ljudje malo denarja ali imajo veliko denarja, imajo zelo podobne težave z denarjem, ne. Tako da tukaj boste iskreni sami s sabo, ne, in če se nam boste pridružili na katerem izmed teh sklopov srečanj, boste videli, da boste na začetku imeli take odgovore, na koncu teh srečanj bojo pa ti odgovori čisto drugačni. Ne, ponekod se bojo vedno enaki, to pomeni, da so ti neke omejitve še v plasteh naložene in je potrebno pač to večkrat čistiti, ampak večinoma se pa v roku teh 10 srečanj se odgovori popolnoma spremenijo. No, ja, to sem pač mislila reči, ker sem videla, da so tu svoboda, ne, odgovori, da pomeni denar svobodo, bom prebrala en delček prvega poglavja iz delovnega zvezka, ki tudi nekaj o tem govori. Torej, prvo poglavje na strani 20, tisti, ko imate delovni zvezek, kaj je denar. Ok, torej ste vsi pripravljeni, vse narejeno, ste vsi zadovoljni z odgovori. Prav, sedaj bomo začeli govoriti o denarju. Za začetek sedaj iz tega, kar ste zapisali na papir, razumete svoje lastne poglede v zvezi z denarjem. Svoje življenje vidite kot finančno situacijo, v kateri ste, kupujete pogled, da je vaše življenje to, kar imate sedaj kot svojo finančno resničnost. Zanimiv pogled. Sedaj bomo, kot smo že mnogokrat, govorili o razliki med dopuščanjem in sprejemanjem. Dopuščanje. Če ste v dopuščanju, ste skala v reki in vsaka misel, ideja, prepričanje in odločitev, ki pride do vas, gre okoli vas, se premakne naprej. Če ste v sprejemanju, vse ideje, misli, prepričanja in odločitve pridejo do vas, postanete del toka in vas odnese. Sprejemanje ima 3 sestavine. Usklajevanje ali strinjanje, kar ga naredi trdnega. Upiranje, ki ga naredi trdnega, in odziv, ki ga naredi trdnega. Kako je to videti v resničnem življenju? Če vam na primer prijatelj reče, na svetu ni dovolj denarja, in če se s tem uskladite ter strinjate, rečete, ja, prav imaš. S tem to naredite trdno v njegovem in svojem lastnem življenju. Če se upirate, mislite, ta tip od mene želi denar. S tem to naredite trdno v njegovem in svojem življenju. Če se odzovete, rečete, imam dovolj denarja, ne vem, kaj je narobe s tabo. Ali rečete, zame ne bo tako. Ste pogled kupili, plačali zanj, ga v vrečki odnesli domov in ga zase naredili trdnega. Če vaš prijatelj reče, na svetu ni dovolj denarja, je to samo zanimiv pogled. Vsakič, ko slišite informacije o denarju, morate takoj priznati, da je samo zanimiv pogled. Ni potrebno, da je vaša resničnost. Ni potrebno, da je to, kar se pojavi. Če menite, da si je lažje sposoditi, kot odplačati, potem ste to naredili trdno in ustvarili nenehen dolg. Konec koncev je le zanimiv pogled. Kaj je denar? Nekateri menijo, da je denar zlato, nekateri menijo, da so denar avtomobili, nekateri menijo, da so denar hiše, nekateri menijo, da je izmenjava energije, nekateri menijo, da je izmenjava sredstev. Ali opazite, da vsak izmed teh pogledov predstavlja trdnost? Denar je samo energija. Na svetu ni ničesar, kar ne bi bilo energija. Če pogledate svoje življenja in menite, da nimate dovolj denarja, je tisto, kar resnično pravite angelom, ki sedijo z vami in vam pomagajo, da ne potrebujete dodatnega denarja, da ne potrebujete energije. V resnici tega ne potrebujete. Ste energija in preskrba z njo sploh ni omejena. Imate več kot dovolj energije, da naredite vse, kar želite v svojem življenju. Vendar ne izbirate, da bi sebe ustvarili kot denar, kot energijo, kot moč. Kaj vam pomeni moč? Za večino med vami moč pomeni nadvladovati drugega, nadzirati drugega ali pomeni nadziranje svojega življenja ali vnašanje kontrole v svoje življenje ali nadziranje svoje finančne usode. Zanimiv pogled, kaj ne? Kaj je finančna usoda? Je čuden program, to je to. Je program usode. Vsakič, ko rečete, imeti moram program za finančne svobode, pravite, da vi osebno nimate svobode. Tako ste v popolnosti omejili svoje izbire in to, kar izkušate. Torej, vsi, ki mislite, da je denar svoboda, pač menite, da če nimate denarja, nimate svobode. Tako da tukaj pogledajte, kaj dejansko razmišljate. V resnici ste svobodni v vsakem trenutku, da lahko izberete, kar želite. Prosimo vas, da za trenutek zaprete oči in začnete vleči energijo svoje sprednje strani. No in to lahko naredite, to je ena vaja, zdaj že tukaj, ne? Začnite vleči energijo svoje sprednje strani. Vlecite energijo vsako poro svojega bitja.
Ne vdihavati, samo vlecite noter. Dobro, sedaj vlecite energijo s svoje zadnje strani, od vse posod. Sedaj jo vlecite od strani in sedaj jo povlecite od tal. Ali opazite, da vam je pri vlečenju energije na voljo obilje energije? Sedaj spremenite energijo v denar. Ali opazite, kako ste jo nenadoma naredili zelo gosto? Sedaj vase niste več vlekli energije, ampak nekaj pomembnega. Kupili ste idejo, da je denar pomemben in zato ste ga naredili trdnega. Uskladili ste se z dogovorom preostalega sveta, kako deluje. Deluje na podlagi energije. Svet ne deluje na podlagi denarja, svet deluje na podlagi energije. Svet plačuje s kovancem energije in če denar dajete in prejemate kot energijo, boste imeli obilje. Vendar je za večino med vami pritok energije kategorija, je ideja. Ponovno vlecite energijo v svoje celotno telo. Vlecite noter, vlecite noter. Ali jo lahko zadržite? Ali je videti, kot da raste in da je več in več? Ali se ustavi z vami? Ne, tudi vi ste le energija. Energijo ustvarjate s smerjo, v katero osredotočate svojo pozornost. Pri denarju je enako. Vse v svetu je energija. Ne obstaja mesto, od koder ne bi mogli prejeti energije. Energijo lahko prejmete od pasjega dreka na tleh, od lulanja v snegu ali pa jo lahko začutite od avta ali taksista. Torej, ali vsi sledite? Energijo prejemate od vsepovsod. Sedaj si predstavljate taksista in pošljite ogromne količine dela sprednjega dela svojega telesa proti taksistu. Katerikoli taksist bo v redu. Pošljite ga ven, več, 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 več. Sedaj začutite energijo, ki vleče zadnje strani vašega telesa. Ali omejujete količino energije, ki prihaja od zadaj? Od kod pride denar? Če ga vidite, da prihaja z desne ali leve, menite, da morate v življenju delati, ker je to edini način, da dobite denar. Če ga vidite, da prihaja od spredaj, menite, da pripada prihodnosti. Če ga vidite prihajati od zadaj, ga vidite prihajati iz preteklosti. To je edino mesto, kjer ste imeli denar. Vaše življenje je, imel sem denar, sedaj ga nimam, zato sem zelo pomilovanja vreden. To ni resničnost, je le zanimiv pogled. Ko pošiljate denar, od kod ga pošiljate? Iz svoje srčne čakre, korenske čakre ali kronske čakre? Od kod ga pošiljate? Pošiljate ga od vse posod, iz celote svojega bitja in nazaj priteče iz celotega vašega bitja. Če vidite, da denar prihaja z vrha, menite, da vam bo denar priskrbel duh. Duh vam priskrbi energijo, energijo, s katero lahko ustvarite karkoli, za kar se odločite, da želite ustvariti. Kaj naredite? Kaj naredite, da ustvarite denar? Najprej morate postati moč. Moč ne pomeni, da sedite na drugem. Moč ni nadzor. Moč je energija. Neomejena, ekspanzivna, rastoča, veličastna, čudovita, bujna in hitra energija. Vse posod je. V energiji ne obstaja pomanjševanje sebe. V moči ni pomanjševanja sebe in tu ni pomanjševanja drugih. Ko ste moč, ste v popolnosti vi. Ko ste vi, ste energija. In na ta način so z vami povezane vse stvari. To pomeni, da so z vami povezane tudi neomejene količine denarja. Postali boste moč. To boste naredili tako, da boste zjutraj 10-krat ponovili, jaz sem moč. In zvečer boste 10-krat ponovili, jaz sem moč. In zdaj bomo kar 10-krat ponovili, jaz sem moč. Jaz sem moč, 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 jaz sem moč. Kaj še morate biti? Kreativnost. Jaz sem kreativnost. Kaj je kreativnost? Kreativnost je vizija vašega življenja in dela, ki ga želite upravljati kot svojega bistva, kot duše energije. Vse, kar delate, če to naredite iz kreativnosti, ne glede na to, ali pomivate tla, posodo, kuhate obrok,
pišete čeke, če je to narejeno kot kreativnost, ki je povezana z močjo, je to enako energiji, kar se odrazi v denarju, ker so potem vsi enaki. Naslednji element, ki ga morate imeti, je zavedanje. Kaj je zavedanje? Zavedanje je spoznanje, da vse, kar mislite, ustvarite. Je to, kako se vaše življenje prikaže le na podlagi vaših misli. Če imate kreativno sliko, kam greste in kaj boste delali, in če nanjo pripnete zavedanje, da je to gotova stvar, se bo manifestirala. Vendar vi na tem nivoju ne dodate element časa. Čas vas ubija, ker če do jutri ne manifestirate $1.000.000 za tem, ko boste nocoj končali ta tečaj, se boste odločili, da ta tečaj ni bil vreden ničesar in pozabili vse, kar ste se naučili. Torej, kako računate čas? S tem, da ste kontrola. Jaz sem kontrola. Kaj pomeni jaz sem kontrola? Jaz sem kontrola je razumevanje, da je ob pravem času na pravi način, ne da bi vi opredeljevali pot, to, kar je vaša vizija kreativnosti, to, česar se zavedate kot zaključka, to, s čimer ste povezani kot z močjo tega, kot energije tega, gotova stvar v svojem lastnem okvirju. Če skupaj sestavite te 4 komponente in dopustite vesolju, da prilagodi vsak vidik tega, da natančno glasi svet, da postane vaš suženj, boste manifestirali točno tisto, kar želite. Naj za minuto spregovorimo še o želji. Želja je čustvo, iz katerega ste se odločili ustvarjati. Ali je to resničnost? Ne, je samo zanimiv pogled. Če želite obleke, ali jih želite zaradi določenega razloga, ali zato, ker vas zebe, vam je prevroče, ali ker ste ponosili svoje čevlje. Ne želite jih iz tega razloga, ampak zaradi mnogo drugih. Ker vam je nekdo rekel, da ste dobro videti v tej barvi, ali ker vam je nekdo rekel, da so vas že prevečkrat videli v tej srajci, ali ker mislijo, haha. Ja, veseli smo, da se je tukaj končno nekoliko razsvetlilo. Dobro, torej želja je mesto, kjer svojo čustveno potrebo zlivate vztrajanje, da je to resničnost. Vi kot bitje, vi kot energija, vi kot moč, vi kot kreativnost, vi kot zavedanje in vi kot kontrola nimate popolnoma nobene potrebe, nobene želje. Ni vam pomembno, kaj izkušate, izbirate le, da izkušate. Česar tukaj na tem nivoju ne izbirate, je lahkost. Ne izbirate lahkosti, ker bi to pomenilo, da morate biti moč, ker bi to pomenilo, da morate na tej zemlji manifestirati mir, tišino, radost, smeh in veličastnost. Ne samo zase, ampak tudi za vse druge. Izbirate iz prostora, kjer se pomanjšujete. Če postanete moč, katera ste, se od vas zahteva, da živite radostno, lahkotno in veličastno. Veličastnost je bujen izraz življenja in obilje v vsem. Kaj je obilje v vsem? Obilje v vsem je razumevanje in resničnost, da ste na tem nivoju povezani vsakim in slehernim bitjem, vsako in sleherno molekulo in da čisto vsi predstavljajo podporo vam in energiji ter moči, ki ste. Če delujete iz česarkoli, kar je manj od tega, ste šleva. Iz izčrpavajoče finančne negotovosti sebe ustvarjate majhne, nezmožne in še več kot to, nevoljne. Nevoljne, da sprejmete izziv tega, kdo v resnici ste. Ste moč, ste kontrola, ste zavedanje in ste kreativnost. Ti 4 elementi ustvarjajo vaše obilje. Torej, postanite to, uporabite jih vsak dan do konca svojega življenja ali dokler sami ne boste to postali. K tem 4 elementom lahko dodate še enega. Rečete lahko, jaz sem denar, jaz sem denar. Sedaj vas bomo prosili, da to izrečete z nami, nam sledite. Izrekli bomo nekaj, jaz sem. Dobro, torej začnimo. Jaz sem moč, jaz sem zavedanje, jaz sem kontrola, jaz sem kreativnost, jaz sem denar, jaz sem kontrola, jaz sem moč, jaz sem zavedanje, jaz sem kreativnost, jaz sem moč, jaz sem zavedanje, jaz sem kontrola, jaz sem kreativnost, jaz sem moč, jaz sem zavedanje, jaz sem kontrola, jaz sem kreativnost, jaz sem denar, jaz sem zavedanje, jaz sem moč, jaz sem kontrola, jaz sem zavedanje, jaz sem moč, jaz sem kontrola, jaz sem denar, jaz sem kreativnost, jaz sem radost. Dobro. Sedaj začutite energijo in začutite ekspanzijo, ki se je s tem ustvarila. To je vaša resnica in to je mesto, iz katerega ustvarjate tok denarja. Težnja vsakega izmed vas je, da se povlečete v majhno gospodstvo, ki ga imenujete svoje telo in razmišljate.
Prenehajte razmišljati. Možgani so za vas neuporabno orodje. Zavrzite jih in začnite delovati kot svoja resnica, moč, ekspanzija. Bodite to v popolnosti. No, to prvo poglavje se potem še nadaljuje, ne? Jaz bom danes tukaj zaključila. In vse, kar je zdaj se zbudil s tem, ko sem brala to, ste pripravljeni se to razgraditi na ničitkrat, godziljon. Right, wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. Zdaj, če koga zanima kaj več o tej čistilni izjavi, ki jo pač jaz vedno povem, ne, za vsakič, kakšno vprašanje zastavim, si lahko pogledate, kaj več preberete na spletni strani theclearingstatement.com. Tam je pač več o tem napisano, če koga kaj zanima več, ne? Ampak kot smo pa rekli, ni pa pomembno, da karkoli razumete, da bi ta zadeva delovala. Je tako kot ena taka čarobna palčka, ki gre do točke kreacije, kjer smo ustvarili neko omejitev za sebe in je tako, tam počistimo tako, kot da bi, če si predstavljate hišico iz kart, kot da bi spodnjo karto izpod te hišice potegnili, tako da se ta celotna shema omejitev oziroma kart se podreja. Nimam treba vsako karto posebej, ampak s tem čistilnim izrekom tako, kot da bi spodnjo karto iz te hišice potegnili. Tako se te omejitve pa tudi pri vas počistijo. No, zdaj gremo pa na drugo vprašanje in sicer, kaj vam denar pomeni? In spet, dajte svoje možgane na stran in napišite 3 stvari, ki vam pridejo v tem trenutku na pamet. Prve 3 stvari, ni prav pa narobe. Kaj vam denar pomeni? Kaj vam denar pomeni? Pa tisti, ko mi vpisujete tule na desno stran, v to okence bi prosila, če mi lahko zaporedno številko vprašanja napišete zraven, tako dvojka, ne, pa pol svoje odgovore, tako da bom vedela, h kateremu vprašanju sodijo vaši odgovori. Torej, kaj vam denar pomeni? Nič kaj veliko razmišljati? Kar res prve 3 stvari, ki pridejo vam na pamet. Kaj vam denar pomeni? Aha, sreča, blagostanje, osebno zadovoljstvo. Še kaj? Se bo še kdo opogumil pa napisal svoje odgovore? Res ne razmišljati, kaj je zdaj tukaj pravilni odgovor, ker ni prav pa narobe, ne? Ni pravih pa napačnih odgovorov, so samo pač vaši pogledi, bodite res pošteni sami do sebe, kaj v tem trenutku mislite o denarju, pa tudi, če mislite, da je to drek ali pa karkoli drugega, ne? Bodite pošteni do sebe, ne? Ker tako boste tudi videli, zakaj pač kreirate v svojem življenju pač tisto, kar kreirate, ne? In tukaj smo zato, da te stvari spremenimo. Ne zato, da se delamo lepe, ne? Še kdo? Kaj vam denar pomeni? Ok, ste pripravljeni vse to razgraditi na ničitkrat, godziljon? Right, wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. In a je denar res sreča? To pomeni, če nimate denarja, nimate sreče.
In ste pripravljeni vse, kar vam omejuje, vse, kar vam preprečuje, da bi videli, da ste vi kreator svoje sreče, ne denar. Da ste vi tisti, ki izbirate, kako se boste iz trenutka v trenutek počutili, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat goziljon. Right, and on Gutenberg, Potenpok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. In kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate, kaj vam pomeni denar, kar izbirate. Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat goziljon. Right, and on Gutenberg, Potenpok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. In vprašajte se tudi vse te misli, razmišljanja, odnosi do denarja, komu to pripada. Ne, ker mi, ko smo prišli na svet kot otroci, nismo imeli nobenih referenčnih točk, kako delovati v tej resničnosti. In smo pač pobirali od tistih ljudi, ki so bili v tistem trenutku okoli nas. So bili to starši, bratje, sestre, prijatelji, sošolci, kdorkoli, in smo od njih pobirali te razmišljanja, ta stališča, ta prepričanja. In boste videli, da imate mogoče podobna razmišljanja, podobna prepričanja, kot jih je imel vaš prijatelj, ali pa vaš oče, ali pa vaša mama, ali pa vaš brat, ali prijateljica. Začnite se spraševati, komu te stvari pripadajo. Tudi mi zaznavamo misli, čustva, občutke drugih ljudi, tako da vendar nam to pač nihče ne pove, pa mislimo, da to vse naše. Če bi se spraševali, komu to pripada, to malo od koga drugega, 3 dni zaporedoma, za vsako svojo misel, za vsako čustvo, za vsak občutek, bi videli, da nič ni vaše, da sta hodeča, govoreča meditacija. In to, ko se vprašate, komu to pripada, to malo od koga drugega, sploh ni potrebno iskati odgovora, čigavo je, ni pomembno, od koga je, ampak s tem vprašanjem ločite tisto, kar ni vaše, od tega, kar dejansko je vaše. In morate vedeti, da 99,99% misli, čustev, občutkov, bolečin, senzacij v telesih, ki jih čutite, ni vaših, ampak ste sam kot en tak velik radijski ali pa satelitski sprejemnik, ki sam zaznava ljudi v svoji neposredni bližini, pa tudi ljudi, ki so tisoče in tisoče kilometrov stran. Ok, torej bomo še enkrat na tole. Kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate pomen denarja, ki ga izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat goziljon? Right, and on Gutenberg, Potenpok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. In koliko vzročnih inkarceracij, inkarnacij in nekongruentnosti in inkulkacij imate v zvezi s pomenom denarja? Zdaj tole vam čisto nič ni jasno, ampak energije je pa veliko na temo. Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat goziljon? Right, and on Gutenberg, Potenpok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. To pomeni, da smo recimo vzročna inkarceracija, to je kot neka vzročna ujetost. Imamo tako, dejansko mislimo, če bomo nekaj naredili, da bo pač to naše dejanje imelo neko posledico. Tudi v zvezi z denarjem, ogromno teh stvari. Potem je inkarnacija, vemo, kaj je, nekaj, kar se nam neprestano ponavlja, pač tukaj recimo zdaj v zvezi z denarjem, to je inkarnacija. Nekongruentnost je, oziroma, da obstaja neka nekonsistentnost, inkulkacija je pa nekaj, kar so nam skozi v glavo vtepali, in je dejansko, kot da bi bilo zdaj to del nas in se sploh tega ne zavedamo. In s tem vprašanjem, ko vam to postavim, ko vam to vprašanje zastavim, se zbudijo vse te energije, omejitev, ki jih imate ali na energijskem nivoju, ali shranjene v podzavesti in se to potem s tem čistilnim izrekom te energije zbistrimo. Koliko vzročnih inkarceracij, inkarnacij, nekongruentnosti in inkulkacij imate v zvezi s pomenom denarja? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat goziljon?
Right around Gutenberg, Pottenpock, Online, Shorts, Boys and Beyonds. In kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi s pomenom denarja, kar vam preprečuje, da bi videli, kaj denar v resnici je? Ste pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat godziljon? Right around Gutenberg, Pottenpock, Online, Shorts, Boys and Beyonds. In zdaj tako, tudi večkrat bom kako vprašanje ponovila, zato ker če zaznam, da je več energije na določeno vprašanje, potem ponovim, da se še bolj to počisti. Kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi s pomenom denarja, kar vam preprečuje, da bi videli, kaj denar resnično je? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat godziljon? Right around Gutenberg, Pottenpock, Online, Shorts, Boys and Beyonds. No, potem gremo naprej na tretje vprašanje. Katera 3 čustva imate, ko pomislite na denar? In spet prve 3 stvari, ki vam pridejo na pamet. Katera 3 čustva imate, ko pomislite na denar? Tisti, ki ste se nam kasneje pridružili, lahko svoje odgovore lahko vpisujete tudi tukaj na desno stran, v to okence na desni strani. In bom jih jaz videla pol. Napišite zraven zaporedno številko vprašanja pa svoje odgovore. Ok, katera 3 čustva imate, ko pomislite na denar? Katera 3 čustva imate, ko pomislite na denar? Aha, strah, ljubezen, radost. Ok. Še kaj? Katera 3 čustva imate, ko pomislite na denar? Spet ni pravih pa napačnih odgovorov. Karkoli vam zdajle v tem trenutku pride na pamet, v kakršnikoli finančni situaciji ste, pač karkoli. Ni treba tukaj zdaj, da pač lepe stvari pišete, ok, če res tako mislite, ok, ampak če pa ne mislite tako, pa koga goljufate? Sam sebe, ne? Nikogar drugega. Ok, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat godziljon? Right around Gutenberg, Pottenpock, Online, Shorts, Boys and Beyonds. In kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi z vašimi čustvi, v zvezi z denarjem, kar vam preprečuje, oziroma kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi z delovanjem iz čustev, misli, občutkov v zvezi z denarjem, kar vam preprečuje, da bi delovali iz svojega vedenja, zavedanja, iz svojega neskončnega vedenja, neskončnega prejemanja in neskončnega
Torej neskončnega prejemanja, neskončnega vedenja in neskončnega zaznavanja. Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right on Gutenberg, Potenpok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Kaj ste naredili tako vitalno v zvezi z delovanjem iz misli, čustev, občutkov v zvezi z denarjem, kar vam preprečuje, da bi delovali v zvezi z denarjem iz svojega neskončnega zaznavanja, vedenja in prejemanja? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right on Gutenberg, Potenpok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. In recimo, če čutite naprimer strah, je to, prvo se vprašajte, je to vaše ali, mislim, je to moje od koga drugega? Koga zaznavate? In poglejte, mislim, ko imate ta občutek strahu, če se boste vprašali, ali je to moje od koga drugega, če se kaj spremeni. Sploh ni važno, od koga je, ampak samo pojdite ta občutek, opazujte, kaj se s tem občutkom naredi. Če se kaj spremeni. Lahko greste tudi v ta občutek in ga razširite in ga naredite neskončnega. Tisto, kar je laž, se bo razblinilo. Če ga naredimo, če ta občutek strahu naredimo neskončen, večje kot vesolje. Poglejte, kaj se z njim naredi. Tisto, kar je pa za vas res, če to raztegnemo, če to razširimo, če naredimo neskončno kot večje kot vesolje, postane bolj intenzivno. Naprimer, pomislite zdajle na nekoga, do kogar vam je mar. Imate? Zdaj pa ta občutek naredite neskončen. Kaj se naredi z njim? Postane bolj intenziven. Ta orodja, ki jih vam zdajle tudi delim, to pol na teh srečanjih bolj podrobno obravnavamo, ker danes nimamo toliko časa, da bi lahko to nekaj bolj podrobno šli, vam zdaj tako na hitro, da kar vidim, da mislim, zato je fajn, da mi pišete v ta okenca odgovore, tako da malo lahko vam delam tudi neko facilitacijo sproti. Tudi pri strahu morate vedeti, da je na fiziološki ravni občutek strahu zelo podoben občutku vznemirjenja. In ko smo bili majhni, so nam velikokrat smo bili zelo vznemirjeni, smo šli na kakšna igrala, so nas peljali mogoče na kakšne tele tobogane ali pa, kako se temu reče, vrtiljake, in smo bili zelo vznemirjeni. In pa nam je nekdo rekel, naj te ne bo strah. In potem smo mi ta občutek vznemirjenja poenotili z občutkom strahu. In zdaj vedno, ko začutimo nek tak, recimo, vznemirjenje, rečemo, me je strah. Ampak dajte se vprašati, ali je to res strah ali je to vznemirjenje. In tista beseda, ki je bolj lahkotna, tista je vaša resnica. Vaša resnica je čutiti lahkotno, ekspanzivno. Vaša resnica je tam, kjer čutite več možnosti. Medtem ko tisto, kar je pa težko, tam, kjer čutite neko krčenje, neko težo, tisto je pa za vas laž. Ok, gremo naprej na 4. vprašanje. Kako je za vas čutiti denar? Pa spet prve 3 stvari, ki vam padejo na misel. Kako je za vas čutiti denar?
Kako je za vas čutiti denar? Pa kar lahko tukaj v okence na desni strani napišete zaporedno številko vprašanja, to je 4, pa svoje odgovore. Kako je za vas čutiti denar? Karkoli. Ni prav pa narobe. A že imamo kaj? Kako je za vas čutiti denar? Okej, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat goziljon. Right and wrong, good and bad, hot and pop, online, shorts, boys and beyond. No, evo, zdaj pa še moj kuža se razburjati začel. Joy. Okej, imamo še kaj? Kako je za vas čutiti denar? Ste pripravljeni, kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi z občutki, v zvezi z denarjem, kar vam preprečuje, da bi resnično videli, kaj je denar? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right and wrong, good and bad, hot and pop, online, shorts, boys and beyonds. In kakšno oziroma kakšno kreacijo teh občutkov uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right and wrong, good and bad, hot and pop, online, shorts, boys and beyonds. In kakšno kreacijo te energije uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right and wrong, good and bad, hot and pop, online, shorts, boys and beyonds. Kakšno kreacijo te energije uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right and wrong, good and bad, hot and pop, online, shorts, boys and beyonds. Vsakič, ko imate kakršenkoli občutek v zvezi z denarjem, se vprašajte, kakšno kreacijo tega občutka uporabljam, da potrjujem resničnosti drugih ljudi. In pa vse, kar je to, razgrajujem in uničujem krat goziljon, right and wrong, good and bad, hot and pop, online, shorts, boys and beyonds. Potem boste prišli do neke druge energije. Boste rekli, okej, kako kreacijo te energije uporabljam, da potrjujem resničnosti drugih ljudi. Ker kaj mi delamo? Mi skušamo ustrezati v resničnost drugih ljudi. Ker če drugi ljudje jamrajo v zvezi z denarjem, če drugi ljudje imajo težave z denarjem, pa skušamo biti enaki njima. In kreiramo si neke podobne občutke oziroma zaznavamo njihove občutke. Dajte se vprašati, res to je, imejte to zavedanje in se
ko boste se spraševali za tole energijo, kakšno kreacijo te energije ali pa kakšno kreacijo tega občutka uporabljam, da potrjujem resničnosti drugih ljudi, boste videli, da boste skreirali za sebe en velik prostor, v katerem boste lahko res izbrali nekaj drugačnega. Oziroma boste ohranili svojo energijo, boste res tista energija radosti, miru, ljubezni, kar v resnici ste. Ne boste kreirali iz teh občutkov, ki jih zaznavate v drugih, ali pa teh, ki menite, da so vaši. Samo vprašajte se, kakšno kreacijo tega občutka uporabljam, da potrjujem resničnosti drugih ljudi in vse, kar je to, razgrajujem in uničujem, right and wrong, good and bad, pot and poc, online, shorts, boys and beyonds. In to toliko časa delite, dokler ta občutek ne bo izginil. Zato, ker takoj, ko pa vi občutek vzamete za svoj, pa začnete iz tega ven ustvarjati, začnete svojo resničnost iz tega ven ustvarjati. Ampak, če želite neko drugačno resničnost, morate pač ta občutek, najboljše je, da kreirate iz nekega svojega vedenja, zaznavanja, prejemanja in ne iz teh občutkov, misli in čustev. Zdaj gremo pa na 5. vprašanje. Kako vam je denar videti? Kako vam je denar videti? In spet 3 odgovore, ki vam pridejo v tem trenutku na misel. Dajte svoje misli na stran, ne zdaj razmišljati, kaj je prav, kaj je narobe, ker ni prav pa narobe. Sam napišite v svoj zvezek ali pa tukaj v okence na desni strani. Napišite 5, zaporedna številka vprašanja 5, pa kako vam je denar videti. Kako vam je denar videti? Kako vam je denar videti? Ok, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right and wrong, good and bad, pot and poc, online, shorts, boys and beyonds. Kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate, kako je denar videti, kar izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right and wrong, good and bad, pot and poc, online, shorts, boys and beyonds. Kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate, kako je denar videti, kar izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right and wrong, good and bad, pot and poc, online, shorts, boys and beyonds. Aha, tukaj smo dobili lepo, zanimivo, vznemirljivo. Ok, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right and wrong, good and bad, pot and poc, online, shorts, boys and beyonds. Zdaj gremo pa naprej na 6. vprašanje. Imamo 13 vprašanj, tako da moramo malo pohiteti. 6. vprašanje je, kako vi okusite denar? Začutite ga v svojih ustih. Kakšen okus ima? Večina med vami ni imela denarja v ustih, odkar ste bili majhni, zato lahko to uporabite kot referenčno točko. Kako vi okusite denar? Če je zdaj komu postalo slabo,
Naj to kar potisne ta občutek pred sebe, 1 meter pred sebe, pa reče, ok, zanimiv pogled, no, tak zanimiv pogled. Kako vi okusite denar? Šesto vprašanje. Kako vi okusite denar? Spet tukaj ni pravih pa napačnih odgovorov. Vem, da je zdajle marsikomu od vas slabo, ker zaznavam to. Tako da kar pač 3 stvari, kako vi okusite denar. Ok, ste pripravljeni vse to razgraditi na ničetkrat gaziljon? Right, wrong, good and bad, bottom, pop, online, shorts, boys and beyonds. In vse posod, kjer imate kakršnakoli stališča, poglede, izračune, projekcije, pričakovanja, zavrnitve in ločitve v zvezi z denarjem in v zvezi z okusom denarja. Ste pripravljeni vse to razgraditi na ničetkrat gaziljon? Right, wrong, good and bad, bottom, pop, online, shorts, boys and beyonds. In vse posod, kjer imate kakršnekoli poglede, stališča, izračune, projekcije, pričakovanja, sodbe v zvezi s tem, kakšen je okus denarja, zaradi česar vam gre zdajle na bruhanje, ste pripravljeni vse to razgraditi na ničetkrat gaziljon? Right, wrong, good and bad, bottom, pop, online, shorts, boys and beyonds. Ok. In vse posod, kjer ste od drugih kupili stališča, poglede, izračune, sodbe o tem, kakšnega okusa je denar. Ker večinoma so nam kot otrokom predstavili, da je denar umazan, da je poln bacilov, da ga ne smemo dajati v usta. In iz tistih vseh nekih zaključkov, stališč, prepričanj, ki so nam jih takrat predali, to zdaj ustvarjamo. In če nam gre v misli na to, da damo denar v usta in ga okusimo na bruhanje, potem verjetno ga ne moramo imeti kaj veliko, ne. Ste pripravljeni vse stališča, vse poglede, vse izračune, vse projekcije, vse pričakovanja, ki ste jih kadarkoli od kogarkoli kupili, v zvezi z okusom denarja, ste pripravljeni vse to razgraditi na ničetkrat gaziljon? Right, wrong, good and bad, bottom, pop, online, shorts, boys and beyonds. In kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate okus denarja, ki ga izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi na ničetkrat gaziljon? Right, wrong, good and bad, bottom, pop, online, shorts, boys and beyonds. Kakšne vzorce disharmonije uporabljate, da ustvarjate okus denarja, ki ga izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi na ničetkrat gaziljon? Right, wrong, good and bad, bottom, pop, online, shorts, boys and beyonds. Ok, pa gremo pa na 7. vprašanje. 7. vprašanje. Ko vidite, da denar prihaja k vam, s katere strani ga čutite prihajati? In te občutke slabosti, ki jih imate v zvezi še vedno z okusom denarja, samo potisnite ven iz svojega telesa 1 meter. Pa rečete, zanimiv pogled, da ima tak zanimiv pogled. Ali pa pejte v ta občutek in ga razširite, naredite neskončnega, večjega kot vesolje in boste videli, kaj se bo z njim naredilo.
Ne, tisto, kar je laž, se razblini, tisto, kar je res za nas, se postane še bolj intenzivno. Okej, 7. vprašanje smo, ne. Ko vidite, da denar prihaja k vam, s katere strani ga čutite prihajati? In če pišete v okenček tukaj na desni strani, napišite 7 pa svoje odgovore zraven. Ni pravih pa napačnih odgovorov, samo zaprite oči in si predstavljajte denar, da prihaja k vam in ga pač od katere strani ga čutite prihajati. To spet kaže na en pogled, ki ga imate v zvezi z denarjem. Ni prav pa narobe, tukaj smo zato, da te stvari se spremenijo. Ko vidite, da denar prihaja k vam, s katere strani ga čutite prihajati? Z desne, leve, od zadaj, spredaj, zgoraj, spodaj, vsepovsod. Od kod ga vidite, da prihaja? Okej, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right along with the bad bottom pock online shorts, boys and beyonds. In kakšno invencijo uporabljate, da kreirate smer, iz katere čutite prihajati denar, kar izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right along with the bad bottom pock online shorts, boys and beyonds. Aha, iz sprednje strani smo dobili. Zdaj tako, to smo, kar smo že prej prebrali, ne, če vidimo iz sprednje strani, da prihaja denar, to mislimo, da bo denar prišel k nam v prihodnosti, da bomo enkrat v prihodnosti imeli denar, ne. Samo kaj je, ne, prihodnost nikoli ne pride, ne. In tukaj na teh naših srečanjih delamo to, da dejansko se ta situacija toliko spremeni, da naenkrat vidimo pol, da denar prihaja vseh strani k nam, od spredaj, zadaj, levo, desno, zgoraj, spodaj, in tudi, da dejansko mi začutimo, da smo mi denar, ne. To je namen teh srečanj, da spoznamo, da smo mi denar. Ne, da smo mi z vsemi temi talenti, sposobnostmi, s to unikatnostjo, kdor smo, da smo mi denar. Ne, da s tem, kdor smo, da zato lahko dobimo denar. Ne, da nam dejansko ni potrebno postati nihče drug. Ne. Okej, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right along with the bad bottom pock online shorts, boys and beyonds. Kakšno invencijo uporabljate, da kreirate smer, iz katere čutite prihajati denar, kar izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right along with the bad bottom pock online shorts, boys and beyonds. No, potem gremo pa naprej na 8. vprašanje. Ali v zvezi z denarjem čutite, da ga imate več, kot potrebujete, ali manj, kot potrebujete? Tukaj je možen samo en odgovor, kar vam prvo pride na pamet. In tukaj boste videli, če boste recimo tale Google Hangout poslušali ali pa če se nam boste pridružili na tem sklopu 10 srečanj, boste videli, da se tukaj se odgovor spreminja iz dneva v dan. Enkrat se nam zdi, da ga imamo več, drugič, da se nam zdi, da ga imamo manj, tako da res ni prav pa narobe, ne. Čisto se iz trenutka v trenutek se ta odgovor spreminja. Torej, ali v zvezi z denarjem čutite, da ga imate več, kot potrebujete, ali manj, kot potrebujete?
8. vprašanje. Ali v zvezi z denarjem čutite, da ga imate več, kot potrebujete, ali manj, kot potrebujete? Ok, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon. Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. In kaj ste naredili tako vitalno v zvezi s potrebovanjem denarja, kar vam preprečuje, da bi dejansko denar ustvarjali? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. Kakšno invencijo uporabljate? Invencija, to je pa izum. Kakšno invencijo, nekaj pač v glavi izumimo nekaj, a ne pa od nekoga nekaj poberemo in pol pač ustvarjamo neko potrebo, ne? Kakšno invencijo uporabljate, da ustvarjate potrebo po denarju, ki jo izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. Kakšno invencijo uporabljate, da ustvarjate potrebo po denarju, ki jo izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. In kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi s potrebo po denarju, kar vam preprečuje, da bi ga dejansko, da bi ga začeli ustvarjati? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. Kaj ste naredili tako vitalno v zvezi s potrebo po denarju, s čimer ga dejansko odrivate od sebe? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. In kakšno kreacijo te potrebe po denarju uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. Kakšno kreacijo potrebe po denarju uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, krat godziljon? Right on Gutenberg, potem pa online shorts, boys and beyonds. Ok, zdaj gremo pa na 9. vprašanje. V zvezi z denarjem, ko zaprete oči, kakšne barve je in koliko dimenzij ima? V zvezi z denarjem, ko zaprete oči, kakšne barve je in koliko dimenzij ima? V zvezi z denarjem, ko zaprete oči, kakšne barve je in koliko dimenzij ima? Spet ni prav pa narobe odgovorov. Karkoli vidite, je okej. V zvezi z denarjem, ko zaprete oči, kakšne barve je in koliko dimenzij ima?
Ok, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. In kakšne invencije uporabljate, da kreirate, da ustvarjate barve denarja, ki jih izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Aha, evo smo bili zeleno, ok. Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. Kakšno invencijo uporabljate, da ustvarjate barve denarja, ki jih izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. In kakšno invencijo uporabljate, da ustvarjate barve denarja, ki jih izbirate? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. In kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi z barvo denarja, kar vam preprečuje videti vse neskončne barve denarja? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. Ok, gremo pa na 10. vprašanje. 10. vprašanje je, kaj je lažje v zvezi z denarjem, pritok ali odtok? In tukaj je samo en odgovor. Spet prva stvar, ki vam pride na pamet. In to se spet vedno se spreminja iz situacije v situacijo, iz dogodka v dogodek, iz dneva v dan, iz trenutka v trenutek. Tako da tukaj ni prav pa narobe spet. Nikoli ni prav pa narobe. Vse je prav pa vse narobe. Kakor razumemo, ne? Kaj je lažje v zvezi z denarjem, pritok ali odtok? Dajte svoje možgane na stran. Ni treba tukaj nič razmišljati. Samo prva misel, ki vam pride, prva stvar, ki vam pade na pamet. Pritok ali odtok. Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. In kaj ste naredili vitalno v zvezi z blokadami in zaustavitvami pritoka in odtoka denarja? Kar vam preprečuje, da bi bil denar tako naraven za vas kot vdih in izdih zraka? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. Kaj ste naredili tako vitalnega v zvezi z blokadami in zaustavitvami pritoka, v zvezi z blokadami in zaustavitvami pritoka in odtoka denarja, kar vam preprečuje, da bi bil denar za vas tako naraven, kot sta vdih in izdih zraka? Ali pa vdih in izdih energije? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. Kaj ste naredili tako vitalno v zvezi z blokadami in zaustavitvami pritoka in odtoka denarja, kar vam preprečuje, da bi bil denar za vas tako naraven kot vdih in izdih zraka? Ali pa tako naraven kot vdih in izdih energije? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right along with the med, potem pok online, shorts, boys and beyonds. Potem pa gremo na 11. vprašanje. Katere so 3 vaše najhujše težave z denarjem?
In tudi te težave se vedno, vsakič, ko gremo čez delovni zvezek, se te težave drugačne, se spreminjajo, različne stvari nam padejo vedno na misel. Katere so 3 vaše najhujše težave z denarjem? Katere so 3 vaše najhujše težave z denarjem? No, če si bo kdo opogumil napisati tukaj v okence na desni strani 11. vprašanje, katere so 3 vaše najhujše težave z denarjem? Okej, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. In kakšno kreacijo oziroma kakšno stvaritev vaših težav z denarjem uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. Kakšno stvaritev vaših težav z denarjem uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. Kakšno kreacijo oziroma kakšno stvaritev vaših težav z denarjem uporabljate, da potrjujete resničnosti drugih ljudi? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. In kakšne so vaši skrivni načrti z denarjem? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. Kakšni so vaši skrivni načrti z denarjem? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. Kakšni so vaši skrivni načrti z denarjem? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. Kakšni so vaši skrivni načrti z denarjem? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds. Okej, gremo zdaj na 12. vprašanje. 12. vprašanje se pa glasi, če se imate več denarja ali dolgov. In spet, ni pravega, ni napačnega odgovora, tudi ta odgovor se vedno znova spreminja. Česa imate več, denarja ali dolgov? Ni treba veliko razmišljati, ni treba veliko preračunavati, samo tisto, kar vam prvo pade na pamet. Česa imate več, denarja ali dolgov? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon? Right on with the med potem po online shorts, boys and beyonds.
Ok, gremo pa še na 13. vprašanje. Da bi imeli obilje denarja v svojem življenju, katere 3 stvari bi bile rešitev vaše trenutne finančne situacije? Da bi imeli obilje denarja v svojem življenju, katere 3 stvari bi bile rešitev vaše trenutne finančne situacije? Da bi imeli obilje denarja v svojem življenju, katere 3 stvari bi bile rešitev vaše trenutne finančne situacije? Ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat goziljon? Right, no, guten Tag, potem pa online shorts, boys and beyonds. No, tukaj recimo na srečanjih, pač udeleženci v živo povejo, kakšne te svoje odgovore in se tukaj dela čisto konkretna facilitacija na njihova ali vprašanja ali neke odgovore, ker eni so zelo tako v nekih fantazijah, mislim, tako razne stvari se pojavijo, in pa konkretno lahko delamo čisto neko osebno facilitacijo na čisto konkretnem primeru. Jaz tukaj zdaj ne morem, zato ker ne vem, kaj ste napisali, zaznavam energijo, tako da je dosti naboja tukaj, ampak glede na to, da pač nihče ni napisal tukaj noter to okence, tako ne morem delati neke konkretne facilitacije. Bi pa zdaj za konec našega hangouta bi še prebrala tale zadnji delček v delovnem zvezku, tako za en zaključek, Naj sedaj še enkrat ponovim, no, tisti, ki imate ta delovni zvezek, to je na strani 77. Naj sedaj še enkrat ponovimo, kaj so vaša orodja. Ko začutite energijo misli o denarju, ki prihajajo nad vas, in ko jih začutite, da pritiskajo noter, obrnite jih ven in jih potisnite iz sebe, dokler ponovno ne začutite prostora, ki ste. Potem boste vedeli, da ti občutki niste vi in da ste ustvarili to resničnost. Spomnite se, da vi ustvarjate vizijo tega, kar boste imeli, tako da s tem povezujete moč, energijo. In zavedajte se, da ta resničnost obstaja zato, ker ste jo mislili. Ni vam treba kontrolirati, kako pride tja. Ste kontrola in zato se bo pojavila tako hitro, kot vam lahko obilno vesolje to priskrbi. In bo, ne sodite. Bodite vsak dan hvaležni za vsako stvar, ki ste jo ustvarili. Bodite hvaležni, ko prejmete dolar, v našem primeru evro, oziroma če kdo gleda iz Amerike, dolar, Bodite hvaležni, ko prejmete $500. Bodite hvaležni, ko prejmete $5000. Temu, čemu rečete dolgovi, recite pretekli izdatki, ne dolg. V svojem življenju ničesar ne dolgujete, ker ni preteklosti, ni prihodnosti, obstaja samo teh 10 sekund, v katerih ustvarjate svoje življenje. Pred sebe postavite mantro. Vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno. Zjutraj in zvečer 10-krat recite, jaz sem moč, jaz sem zavedanje, jaz sem kontrola, jaz sem kreativnost, jaz sem denar. Nekam, kjer ga boste videli in delili z drugimi, postavite zapis. Obilnemu vesolju dopuščam, da mi priskrbi množičnost priložnosti, vse oblikovane tako, da zaobjamejo in podprejo mojo rast, moje zavedanje in moj radostni izraz življenja. Bodite to, ker je to vaša resnica. In tako, dovolj za nocoj. Bodite denar v vsakem vidiku svojega življenja. Z ljubeznijo vas zapuščamo. Lahko noč. Tako, in tudi jaz se vam zahvaljujem za vašo vztrajnost, da ste vztrajali do konca tega hangouta in upam, da se zdaj, če primerjate, kakšni ste bili na začetku hangouta, pa zdaj, če se primerjate, v kakšni energiji ste zdaj, da je malo drugačna, da se počutite malo bolj lahkotnejše, malo bolj da malo lažje dihate, mogoče v zvezi z denarjem. Te stvari se spreminjajo dinamično na naših druženjih, na tem sklopu 10 druženj. Takole podoben izgledajo pač vsako srečanje,
Na vsakem srečanju gremo takole čez vseh 13 vprašanj, na vsakem srečanju se prebere eno izmed poglavij, za katerega jaz menim v tistem trenutku, da bo največji prispevek za udeležence. Veliko je tudi vprašanj, s katerimi se konkretno ubadajo udeleženci in jih potem obravnavamo na teh srečanjih. Ta vprašanja so neverjeten prispevek za vse udeležence na srečanjih. Tu, mislim, ni res nobeno vprašanje, ni izvzeto, tudi če je videti tako, da nima neke konkretne povezave z denarjem, ampak vse je povezano. Tako da res tukaj vsa vprašanja so dobrodošla, če se nam pridružite na teh srečanjih. In če se boste odločili za to, da se nam pridružite v naslednjem krogu ali pa morda v katerem izmed kasnejših krogov, ker zdaj gremo v tretji krog, bomo imeli pa 10 krogov teh druženj, lahko mi pišete na mail barbara@uresnicisvojasanje.si in vam bom dala pač nadaljnje napotke, kako se priključite našim srečanjem. Najlepša hvala še enkrat za vašo vztrajnost. Malo pač se opravičujem za svojo nerodnost, ker to je moj prvi Google Hangout, ampak obljubljam, da ni zadnji, ampak vedno je treba kako stvar narediti prvič, in pol je vsak naslednji korak postaja potem lažji. Najlepša hvala še enkrat in upam, da se kdaj tudi v živo spoznamo. Lahko noč.